Prehajamo na 4. točko. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah skrajšan postopek. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 18, predlagatelj župan, poročevalci pa Luka Svetec, Aleš Korjanc in pa Maja Sušnik. Luka, izvolite. Hvala za besedo. Občine v skladu s 95. in 96. členom zakona o cestah določajo način izvajanja nalog upravljanja za občinske ceste ter način gradnje in vzdrževanja občinskih cest. Tretji odstavek 9. člena zakona o cestah določa način in pogoje za vzdrževanje javnih cest. 33. člen odloka o občinskih cestah v drugem odstavku v 10. točki določa način izvedbe vzdolžnih posegov in v 11. točki določa, v katerem primeru je potrebno cesto sanirati v celotni širini. V tretjem odstavku določa izjemo, ki velja za prej omenjeno 10. in 11. točko drugega odstavka, ki določa pogoje za gradnjo novega odprtega javnega komunikacijskega omrežja visokih hitrosti. Občinska uprava prepoznava pomembnost vlaganja na vseh področjih infrastrukture. Zato želi s to spremembo poenotiti pravila posegov na občinske ceste, tako za pravne subjekte kot fizične osebe. Vlaganje v infrastrukturo je ključnega pomena za razvoj občine. Z tega razloga občinska uprava občine Kamnik želi spodbuditi vse zainteresirane ponudnike, ki za izvajanje svojih storitev potrebujejo ustrezno infrastrukturo, da vanjo vlagajo. Posledično bodo občani, gospodarstvo in ostali deležniki, ki svojo dejavnost upravljajo v občini Kamnik, deležni kvalitetnejših, stabilnejših in tudi cenejših storitev. Glede na potrebe v posodobitev infrastrukture, ki je v lasti občine Kamnik, se z omenjenim predlogom spremembe odloka o občinskih cestah zasleduje tudi interes občine kot investitorja v infrastrukturo. Potrebno je poudariti, da s predlagano spremembo občinska uprava še vedno skrbi za kvalitetno sanacijo cestišča po končanih posegih, saj je investitor dolžan dela izvajati v skladu s tehničnimi specifikacijami za ceste. V obravnavanih predlogih sprememb in dopolnitev odloka o občinskih cestah pogoje določa TSC 08-512, ki ureja, na kakšen način je potrebno izvajati izvajanje prekopov na voznih površinah. Hvala, odpiram razpravo v prvi obravnavi. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Anton Tone Smolnikar. Hvala za besedo. Vračal se bom dobro leto približno nazaj, ko je bila intenzivna gradnja optičnega omrežja na območju Zapric, Bakovnika, Duplice. Takrat sem upozoril na navzkrižje interesov, kajti nekje je, najprej so kopali po nekaterih ulicah 50 cm, Telekom. Telekom ima pogodbo iz leta 2017, potem so se nekje zdilali, bom rekel po domače zdilali za T2, tam so začeli kopati potem 80 cm. No, menda je občina tiste najslabše dele cest, ki niso sodili pod izkop za optično omrežje, je še morala sofinancirati. No in vračam se pa na tisto moje vprašanje iz cirka enega leta nazaj, da je podizvajalec Pirnat, oziroma delovodja, povedal, da je bilo zdilano, da se ti asfaltne prevleke opravljajo, oziroma da jih opravljate, da asfaltirajo na koncu tisti, ki kontrolirajo. Torej, koncesionar je asfaltiral in seveda tudi sebe dobro nadzoroval. In takrat sem pri vprašanju povedal, da še danes ne vemo po nekaterih ulicah, ali teče voda navzgor ali navzdol, da so pa asfaltirani deli fino nagrbančeni, bom rekel po domače, pa ne vem. Upam, da bomo odpravili tak nered, to je za mene velik nered. In seveda, če bomo še s tem kaj popravili, sem zelo zadovoljen, ampak mislim, da tisti, ki izvaja in ki kontrolira sam sebe, ne more v taki funkciji nastopati. Hvala lepa. Hvala, beseda ima Igor Žavbi. Hvala lepa za besedo. Še enkrat, ravno v teh dneh poteka gradnja optičnega omrežja
tudi ob lokalni cesti Buč-Hruševka. Naj povem kot zanimivost, pred 2 leti, ko se je gradilo kanalizacijsko omrežje, smo sosedi takrat predlagali, da v del, kjer se je gradilo kanalizacijsko omrežje, izvajalec vgradi tudi cevi za optično omrežje. To se je zgodilo lani jeseni, ko me je obiskal predstavnik Telekoma in me prosil za soglasje, da kopljajo tudi po moji parceli. Sem seveda soglasje podpisal, ob tem pa sem ga vprašal, kje bo gradnja potekala. In mi je dejal, da bodo gradili ob cesti. Ob cesti, ki je bila takrat 1 leto na novo preplaščena z asfaltom. Žal predstavnik Telekoma ni vedel, da je izvajalec gradnje kanalizacijskega omrežja takrat že vgradil tudi cevi do vseh 5 stanovanjskih hiš, ki so na tem območju. Če jaz takrat tega ne bi vprašal oziroma če ne bi bil pozoren, bi imeli danes verjetno razkopan 2 leti star asfalt. Drugo, kar je pa morda bolj zaskrbljujoče, cirka 200 metrov je tega, bom rekel, novega asfalta, obnovljene ceste, potem pa še približno 500 metrov poteka gradnja optičnega omrežja ob cesti, en del tudi po cesti. Jože Korošec bo lahko, mislim, da pritrdil mojim besedam, se dnevno vozi mimo. Gradnja izgleda tako, da odkopljajo 30 cm širok kanal tik ob asfaltu, ki je močno načet. Cesta je v tem delu izredno slaba in nujno potrebna obnove. Vgradijo cev in to zasujejo nazaj. Sprašujem občinsko upravo, ali je taka gradnja dopustna. Ali bi bilo tukaj potrebno tudi kopati jarek v obliki klina, morda dodatno utrjevati bankine. En del ceste, kjer pa niso dobili soglasja lastnika travnika, so pa včeraj ali danes celo prekopali. Sam moram reči, da si tega nisem ogledal, ampak rečeno mi je bilo, da bodo to kopali s tako imenovano verigo, se pravi odkopali tistih 20-30 cm širok kanal, položili cev, zasuli nazaj in verjetno asfaltirali. Gospod župan, sprašujem vas, se vam zdi, da je taka gradnja primerna? In sprašujem vas, zakaj so krajani Hruševke, Buča, Raven, Praproč in pa Podbrega manj vredni od občanov, od krajanov Kamnika, Šmarce, Duplice? Kajti, ko so se gradila optična omrežja po mestu, je bil vsaj en del ceste na novo asfaltiran. Ko smo to predlagali mi, smo bili neuslišani. Cesta, ki je že tako v obupnem stanju, asfaltni prevleki, težko to rečemo, sploh v dolžini, bom rekel, 200 metrov, je močno razpokana, neutrjena. Smo zdaj dodali še en kanal posredi z asfaltom in verjetno si lahko vsi predstavljamo, kaj se bo zgodilo spomladi, ko bo po zmrzali prišla od juga, ko bodo v Ravne na Žago spet vozili težki kamioni lesa, ko se bodo po tej cesti vozili težki traktorji s polnimi prikolicami in tako naprej. Zanima me, ali je taka gradnja optičnega omrežja dopustna. Zanima me, če si je kdo od predstavnikov občinske uprave ogledal gradbišče v zadnjem tednu in kaj ima občinska uprava namen storiti v takih primerih. Hvala lepa. Hvala. Zdaj, cilj občine Kamnik je, da čim več gospodinjstev priklopi na visoko zmogljiv internet in to je optično omrežje. In tukaj bomo naredili vse, da bomo do tega čim prej prišli, do čim večje pokritosti in vemo, da je bilo že kdaj govorjeno o rune izvajalcih, pa od tistega ni nič in zdaj dejansko investitor Telekom pokabljuje zelo pospešeno tudi te odročnejše predele in dejstvo je, da v Šmarci pač mulde ni,
tukaj pa mulda je peščena in lahko se v to dejansko peščeno obcestno telo ta kabel umesti in tukaj pač na tej konkretni cesti se je to naredilo v to. Vemo pa, da imamo še 100 km cest za asfaltirati, da jih imamo še 100 km dejansko za preplastiti in tukaj nas vse skupaj čaka še ogromno dela. Kot rečeno, je pa cilj občine, da dejansko omogoča in pokablitev čim večjega dela občine in tudi elektriko, da damo v cesto, kjer je to možno, ker v tem trenutku je elektro dejansko dokaj izuzel področje občine Kamnik, ker je mogoče, če je karkoli hotel narediti, dejansko pol ceste, ki je zelo dotrajana, preplaščevati. Vemo, da so to dokaj neživljenjski pogoji. Telekom je bil takrat s tistim sporazumom 2017 izuzet iz vsega tega, je lahko delal, vsi ostali pa dejansko so morali dejansko delati tako, da so pol ceste popravljali in to se ni nobenemu splečal in zato se je dokaj pozabljalo strani investitorjev na občino Kamnik. Skratka, še odgovor glede področja nad Mercatorjem. Tam je bilo, se pravi, Telekom je delal, izvajalec je bil tist, ki ga je Telekom izbral. Vemo pa, kdo je tudi koncesionar v občini Kamnik za, se pravi, vzdrževanje cest. In očitno je bil v tem primeru isti izvajalec. Je pa dejstvo, da je občinski nadzor, ki je bil strani občine izbran, nad vsem tem bdel in mislim, da so ceste tam boljše, kot pa so bile pred izvedbo. Tako da, toliko za enkrat. Še kdo? Besedo ima Jože Korošec. Hvala lepa za besedo. Ja, lejte, res, če se spomnite, kar veliko vprašanj sem jaz tukaj dal glede tega projekta Rune, ki naj bi potekal po teh odročnejših vaseh oziroma po celi Tuhinjski dolini in pa ostalih, bom rekel, Črna, Kamniška Bistrica, tam, ker pač še ni tega optičnega omrežja in seveda s tem projektom Rune mislim, da ga lahko kar počas zaključimo oziroma na določenih mestih, ja, ampak hvala Bogu, da se je Telekom lotil zdaj te napeljave, tudi v naših koncih se seveda močno želimo optičnega omrežja. Je pa res to, kar je Igor rekel, da časih nam pač ne gre čisto vse tako, bom rekel, v to kmečko pamet, da se kople, a je to dobro, a ni dobro, vendar kaj hočemo, nekje ta trasa Buč do Raven ne bi šla zdaj ob cesti oziroma v enem delu, kot je že sam omenil, zaradi, bom rekel, tudi mogoče tudi kakšnih časih kakšnega čudnega človeka mora iti pač po cesti, drugače ob cesti. Sam sem mnenja, da če to ni pregloboko skopan, da je to nekje tam v 30-40 cm in če je to nazaj utrjeno, potem ta bankina bo tudi zdržala. Seveda v upanju, da bo ta cesta v prihodnjih letih, v nekaj letih na novo pač asfaltirana oziroma na novo utrjena in pa prevleka v enem kosu. Tako da naprej gor potem, to je dolžina nekje 600-700 metrov po moji oceni, se pravi proti ostalim vasem, pa naj bi šlo potem to po drogih, po tam, ki je pač bil že obstoječ telefon in se pravi naprej gor ne bo kopanja, kar seveda po neki strani to je dobro, po drugi strani pa tudi ne. Ampak žal v dani situaciji smo lahko veseli, da se bo pač napeljal v te konce, pa še v druge konce, seveda moramo vedeti, da se vleče že skozi gor po dolini in bo seveda tudi služil v svojem namenu, kajti na koncu smo vsi občani občine Kamnik in moramo nekje, če imamo pač bolj mirno in pa, bom rekel, življenje na podeželju, moramo tudi pač iti s temi novimi, se pravi novimi tehnikami naprej, tudi bomo pač še podobno enakopravni vsem občanom. Hvala. Hvala, beseda ima Igor Žavbi. Najprej, gospod župan, mulde ni. Je neutrjena bankina, ki je bila ob zadnjem neurju močno načeta in mislim, da se koncesionar, vzdrževalec ceste še ni odpravil to sanirati. En del smo takoj drug dan, v soboto dopoldan, sanirali krajani sami, sosedje smo se zbrali, smo imeli 1 uro delovne akcije in smo kanal, ki je bil 20 cm globok, nasul in utrdil nazaj. Kot drugo pa, veste, župan, meni je hudo, da moram večkrat slišati, tako kot sem danes slišal, če hočemo optiko, bomo potrpeli tudi razkopano cesto. Ko smo lani poslušali, če smo hoteli maske, smo lahko kršili tudi pravila. Danes sem slišal
pa ne samo danes, tudi prejšnji teden na odboru za komunalo, odlok je res slab, neprimeren, ampak ga bomo potrdili. Jaz sem že večkrat povedal, pa si bom vzel zdaj čas, pa bom še enkrat. Spoštovane svetnice in svetniki, če smo tukaj samo zato, da bomo glasovali zato ker je nekdo rekel, da tako glasujmo, pa če bomo delali samo tako, da bomo nekaj dobili, pa tudi če vse drug podremo z ritjo, potem nismo na pravih mestih. Jaz mislim, da bi mogli pri vseh stvareh gledati na to, da zadeve urejamo celostno in pa celovito. Cesta, ki je bila grajena leta 90 ali 89, ko bi mogli priti še 3 kamioni asfalta, pa sta prišla samo 2, potegnili se pa asfalta raven toliko dolžinskih metrov, ne? Verjemite, da je danes zelo, zelo načeta. Ne? Sploh v tistem delu, kjer se nadaleč vidi, kako se asfaltna prevleka tanjša. Zaradi tega, ker si je verjetno nekdo asfaltiral takrat dvorišče. Ne? In danes reči, nekaj je slabo, ampak bomo za. Ali pa bomo zato, ker je pač župan tako predlagal. Svetnice in svetniki nismo na pravem mestu. Kdor tako razmišlja. Jaz mislim, da smo tukaj zaradi Kamničank in Kamničanov in da moramo razmisliti, kako glasujemo in da glasujemo po svoji vesti. To pravico imamo vsi. In ne dovolimo, da nam kdorkoli vsiljuje njihovo mnenje in nam ukazuje, kako bomo glasovali. In če so ene stvari slabe, dajmo na glas povedati. LMŠ ni tukaj zato, da bo nagajala, ampak zato, da opozarja na tiste stvari, na katere se nam zdi, da moramo opozoriti. In to bomo počeli do konca mandata. Hvala. Hvala. Beseda ima Anton Tone Smolnikar. Še imam, ja. Razočaran sem nad tvojim odgovorom, da so ceste boljše. S tem asfaltom smo še poslabšali te ceste in zagotovo ne bom podprl te spremembe, kajti 100-krat sem vas že vabil tiste z občine, pridite pogledati, ali voda teče gor ali dol. In drugo, da smo razkopali 1/4 ceste, 3/4 pa malo poflikali, to za mene ni delo. Se strinjam optike čim več, ampak te se pa strinjam tudi z Igorjem. Ne moramo za vsako ceno, zato ker so taki drugačni dogovori bili, da koncesionar kontrolira svoj asfalt. Ne ve, ali teče gor ali dol, ne na hribčku ali ne na ravnem. Hvala. Hvala, zdaj se upravičujem, neasfaltirana utrjena bankina. Torej, ni bilo potrebno dodatno asfaltirati, povsod drugje v Šmarci in podobno je bilo pač zraven ceste asfaltirana bankina in bi bilo treba asfaltirati dodatno. Hočem reči to, da namere Telekoma ne vemo vnaprej. Telekom se je, hvala Bogu, odločil, da bo letos pokablil tamle kar dobršen del Tuhinjske doline in jaz mislim, da je to samo pozdravljanja vredno. Lansko let ste mi očital izgradnjo ceste Cerkljanska Dobrava, ki smo jo naredili iz tistih hkratnih del in zdaj tukaj pričakujete, da bomo dejansko zdaj vse ceste priplastili, denarja za to pa nimamo namenjenega in rezerviranega v proračunu. Jaz mislim, da je dobro, da Telekom in T2 v občini Kamnik investira in da do čim večjih hiš pride in tukaj mislim, da je tudi odlok v to smer, da bo še kakšen drug, da kakšno elektro napeljavo dal v cesto in da bomo stvari premaknili naprej. Je pa res, da hkrati ob delu Telekoma lansko leto se je pa kakšna cesta tudi v celoti prepastila. Za vse pa žal ni bilo denarja. Pika. Še replika Igor Žavbi. Primer Tunce Cerkljanska Dobrava je popolnoma drugačen od tega primera, o katerem govorimo. Tam se ni gradilo ne optično omrežje, ne kanalizacijsko omrežje, pač pa je sosednja občina gradila svojo cesto in pristopili ste zraven in to cesto ste letos sanirali, ker je bila slaba izvedba. In mislim, da tukaj imam prav. Drugo pa, sam odlok, v redu, se strinjam. Ampak, a veste, če naločite bankine pa mulde, govorimo o hkratna dela so takrat, ko je neki razkopan in stopimo takrat zraven.
Ne takrat, ko soseden župan pokliče, dajva pejva skupaj. Ne? Hvala. Kar se hoče reči, je, da nismo imeli rezerviranega denarja za preplastitve celostne vseh teh cest, kjer gre Telekom zraven. Besedo ima še občinska uprava Luka Svetec, izvolite. Hvala za besedo. Zdaj s to spremembo ravno to želimo, da ne bo več izjem, v glavnem, in da bojo vsi mogli delati po tehničnih standardih, in s tem bojo stvari zelo jasne. Pač standard recimo pravi, da pri do 2 metrov širokem jarku, širina od jarka, se pravi, mora biti na vsako stran 15 cm, poširjenja, kar je pri sanaciji, kar je nad 2 metra, morajo iti na vsako stran še 20 cm. Če se reže cestišče in ob robu cestišča ostane manj kot 35 cm, je treba od roba cestišča pa do konca jarka plus seveda ta širina, ki je že prej upoštevana bila, to upošteva. Tako da tukaj izjem več ne bo. Hvala. Zaključujem razpravo v prvi obravnavi. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah v prvi obravnavi. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep v prvi obravnavi sprejet in prehajamo na drugo obravnavo. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Jože Korošec. Ja, hvala lepa za besedo. Res je, ta cesta oziroma ta asfalt je bil nekje tam, se mi zdi, 89 leta položen. Se pravi, zdaj to 31 let. In jaz takrat kot mlad mulc sem tudi mogel dati takrat 10 000 evrov za ta asfalt. To morate vedeti. Ne? In zato ga tudi danes pustim pač nekje, mogoče danes oglasih k temu, da se pač gre situacija naprej, ker če bomo mi na mestu stali, pa bomo na mestu stali. Ampak zavzemo se pa bom, da bo pač ta asfalt obnovljen tudi nekje v parih letih. To pa siguren, da ta asfalt ne more da tako držati. Ampak to ne dobro ve, kako smo takrat delali, se pravi asfalt občina, vse stalo smo pripravili sami in nekje 400 delovnih traktorskih ur, pa približno 10 000 mark je to koštalo. Res pa je, da sem dal jaz manj do glavne ceste 2 km, financirali smo pa skupaj 3 km, še od mene naprej gor. Tako, če bi Kamničani financirali za Nabrezje, ali pa za ne vem kam, za Upalovče. Tako smo takrat delali in takrat se je tako naredili. In zato, lejte, jaz mislim, da ni me všeč, da se asfalt prekoplje, ampak če druge ni, če pač lastnik, ta cesta tam še ni odmerjena na tistih 200 metrih, če ne pusti, pač moraš iti po cesti. Ko boš šel? A boš že zaradi enega ne boš šel leko gor? Tako so vse stvari potekale, jaz ne vem, to se nekateri se tako ne predstavljajo to, da pač do hiš moraš po nekom priti, ne? Po nekem zemljišču, a je to občinsko, a je to privat zemljišče, a je ne vem, a je na koncu, bom rekel, javno dobro ali karkoli že, ampak do bajt pač moraš priti, do hiš moraš priti. No? In seveda ni pa zmeram vse, bom rekel tako, včasih je treba pač tudi v tistem trenutku pač tam, ki mora iti, ne. Ljudje so pa različni, hvala Bogu. Hvala. Še kdo? Besedo ima Igor Žavbi. Lejte, da ne bo narobe razumljen. Ni težava, ali prideti do hiš ali ne prideti. Moje vprašanje, na katerega nisem dobil odgovora, je bilo, ali si je predstavnik občinske uprave ogledal gradbišče in ali izvajalec del opravlja dela v skladu s trenutno veljavnimi pravili v občini Kamnik. Hvala lepa. Hvala. Zdaj imamo odgovor, izvolite. Se opravičujem, Edi Strujevič, a ste se malo zakasnitvi, ampak izvolite. Hvala. Ne, mislim, da ne. Lahko, da ste spregledali, ampak vse če nima veze. Stvar je precej enostavna, no, v bistvu po razpravi, nisem imel namena se oglasiti v tej točki. Zdaj, kot nekdo, ki je dolga leta preživel v telekomunikacijskem podjetju, se zavedam, kaj pomeni opremljenost vsakega gospodinjstva z internetom.
Po razpravah, bom rekel, z vseh strani ugotavljam, da je nekako najtežji skleniti kompromis. Zato na tej točki pač podajam, da absolutno podpiram, zato sem tudi glasoval v prvi obravnavi in tudi v drugi obravnavi bom ta ukrep podprl. Ampak imejmo nekaj zdravega razuma. Zakaj? Vam bom povedal čisto odkrito, verjamem, da se tudi vi srečujete z ljudmi na terenu. Ljudem gladko malo ne gre v račun, da po komaj da sanirani cesti ponovno kopljamo in režemo. Iz tega vidika naj prevlada ta razum, zadeve naj tečejo naprej, absolutno pa podpiramo opremljenost vsakega gospodinjstva. Seveda, imejmo pa tu v vidu ta del, da enostavno ne gre morda za vsako ceno in jaz verjamem, da je tako ponudniku storitve kot občini na drugi strani v interesu najdeti nek kompromis. Da se ga najdeti, seveda pa poudarjam na tej točki s pravim pristopom. In če bo to osnovno vodilo a priori pri vsakomur, mi lahko dosežemo tisto, k čemur stremimo. No, opremljenost in pa seveda sanacija ceste. Naj se pa ne dogaja, da komaj da sanirane ceste so ponovno rezane in prekopane. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala. Besedo ima še Luka Svetec, izvolite. Ja, v omenjenem primeru imamo seveda koncesionarja za to, da pregleduje te zadeve, tako da z njim smo tudi v navezi in ukolikor bomo ugotovili, da stvari pač niso bile ustrezno urejene, bomo mi te stvari tudi pozvali izvajalca, da jih odpravi pač tako, kakor je v samem mnenju, kako je treba stvar izvesti, mu bilo naročen. Tako da Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 26 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.